če govorimo v širšem smislu, možganska kap je moteno delovanje možganov ali pa izguba možganske funkcije zaradi motnje prekrvavitve. Zdaj, to je res najpogosteje, če pride do zapore žile. V tem primeru govorimo o ishemični možganski kapi. To je nekje v 85%, potem je pa še en delež, teh 15%, kjer je pa možganska kap posledica izliva krvi. Lahko v samo tkivo možganov ali pa v prostor med možgansko opno in pa med možganskim tkivom. Mogoče možganska kap, kar se tiče ishemične možganske kapi, najprej imamo mi izgubo funkcije. Če bomo mi uspeli prekrvavitev hiter ponovno vzpostaviti, bo to reverzibilno, se pravi, se bo možganska funkcija popravila. Če bo pa motnja prekrvavitve vztrajala, potem pa pride do propada možganov in do nepovratne izgube možganske funkcije. Celo plakat in ena širša akcija je bila z eponimom Grom. To je en tak zelo kratek. Motnja, nenadna motnja govora, oslabelost okončin roke, kot roka, govor, roka, obraz, se pravi, povesi se nam ustni kot. In potem še ki pa tudi opozarja, to je pa minuta mišljeno, pomeni, ko mi dobimo katerega izmed teh znakov, moramo čim prej poiskati zdravniško pomoč. To je v bistvu urgentno stanje, ki dovoljuje, da pokličemo urgentno številko 112. Ja, to je pa klinična značilnost možganske kapi, gre za nenaden pojav nevrološke simptomatike. In tudi, ko mi se srečamo s tem bolnikom, tukaj ni dosti nekih posnemovalcev, nevroloških, ki bi nas lahko, ki bi to možgansko kap na ta način posneli. Se pravi, nenaden pojav, motnje govora, motnje vida, izgube oziroma pojav mišične oslabelosti, običajno po polovici telesa, to je tisti znak za nujno ukrepanje. Kar se tiče zdravljenja, zdaj ishemično zdravimo drugače kot te hemoragične, zelo pomemben je časoven moment. Možganske nevroni so za ishemijo, se pravi to, da nimajo kisika, zelo občutljivi in začnejo nevronske celice takoj propadati. In po raziskavah je nekje tisto okno, kjer mi lahko uspešno zdravimo, do 4 ure pa pol. So izjeme, kjer tudi zdaj to časovno okno podaljšujemo. Je pa pravilo, čim prej boljše. Tako da, ko imamo mi nekoga z ishemično možgansko kapjo, je res pomembno, da pride čim prej v zdravstveno ustanovo, kjer mi potem to lahko uspešno zdravimo. Zdaj nekje to je, revolucija je bila tam v letu 1996, ko je prišlo na tržišče zdravilo, ki ga dajemo v žile za topljenje strdkov. Rečemo to trombolitično zdravljenje. No, potem pa po letu 2015, se pravi nekje zadnjih 7-8 let, pa spet en velik korak naprej, pa z mehanskim načinom odstranjevanja strdkov. Tukaj smo mi postali uspešni pri zdravljenju tistih najhujših oblik kapi, ki so posledice zapor velikih arterij. Tako da to je en res izjemen napredek, ki tudi v zdravljenju teh bolnikov. Ja, zdaj, če je čisto različno, če imamo kar možgansko kap, glede na klinično sliko delimo lahko med blago, srednje hudo pa zelo hudo. Pri recimo blagih možganskih kapeh so hospitalizacije lahko samo nekaj dni. Če je pa neka huda možganska kap, se pa lahko to vleče tudi 1, 2 in več mesecev. Rehabilitacija je pa potem, mi rečemo, da je ta rehabilitacija poteka potem daljše obdobje po kapi. Zdaj stopnje ga kater bolnik potrebuje, so različne. Potem pomembno je tudi, koliko nekdo zmore.
ker ni čisto vsak primeren za neko kompleksno, zahtevno rehabilitacijo. Nekateri bolniki ostanejo tako prizadeti, da vse, kar lahko naredimo, je samo, da jih negujemo. Tam neka aktivna rehabilitacija niti ne pride v poštev. Vseeno nekje tam polovica po možganski kapi ostane invalidnih, da potrebujejo pomoč. To je v bistvu možganska kap, je vodilna vzrok invalidnosti v svetu. Tako da nažalost vsega pa tudi se ne da pozdraviti in so potem kronične posledice, ki pa zelo vplivajo ne samo na bolnika, ampak tudi na njegovo družino, svojce. Za Slovenijo mi nimamo natančnih podatkov. Nekje se vleče podatek, da ne bi imeli okrog 4000 bolnikov z možgansko kapjo na leto. No, recimo, če vzamem našo kliniko, ki pokriva srednje slovensko, pa potem tudi težje primere iz širšega območja, imamo hospitaliziranih okrog 1500–1700 bolnikov letno. Od tega, recimo, da povem, da smo jih za ishemično možgansko kapjo, da smo jih zdravili s trombolizo, s tem aplikacijo, jih je bilo v lanskem letu 250, 120 smo jih zdravili z mehansko rekanalizacijo, se pravi, kar en pomemben delež uspemo zdraviti. Izhod teh, ki so zdravljeni, je dober. Mehanska rekanalizacija recimo v 50%, uspešna tromboliza v 30%. Tako da nekako občutek je, da je zdravljenje, smo uspešni. Vse te odstotki so različni, nekje tam 10–15%. Ja, zanimivo je, da recimo pri starejši populaciji se mogoče res ta incidenca v tej starostni skupini celo malo nižja, ampak absolutno jih je več, ker imamo več starejše populacije. Pri mladih je pa obratno, je pa incidenca narašča. Zdaj, v skupini mladih imamo mi malo drugačne vzroke za možgansko kap. Kar je pa zanimivo to, da je pa ta pojavnost, da pa nastaja, pa zakaj pride do večje, ker je pa na račun prav teh klasičnih dejavnikov tveganja, ki jih imamo mi pri starejši populaciji. Pritisk, debelost, sladkorna bolezen, hiperlipidemija, potem kajenje, nezdrav, sedeč način življenja. Te stvari so pri mladih očitno toliko v porastu, da je potem tudi možganskih kapi več. Nekateri omenjajo še, da morda tudi na račun večje uporabe drog, tukaj predvsem so te simpatikomimetiki, amfetamini, kokain, tukaj je uporaba teh drog v porastu in posledično tudi možganskih kapi. To so recimo vzroki, zakaj je več kapi v zadnjem času, zakaj je ta porast pri mladih. V bistvu kar enako razporejeno, od blagih tudi do zelo težkih izhodov, smrtnih izhodov. Tukaj je pa recimo, da je rehabilitacijski postopek, če štartamo recimo pri nekomu, ki ima enako okvaro, pa je star 80 let, ali pa pri nekomu, ki je star 30 let, bo ta pri 30 letih verjetno za rehabilitacijo dosegel več. Po nekih mesecih izhod bolezni pa boljši. Ker smo ravno pri mladih, da je to tista skupina, kjer je pomembno, da bomo mi začeli s primarno preventivo. Zdrav način življenja, kontrola nad lipidogramom, zdravljenje arterijske hipertenzije, zdravljenje debelosti, sladkorne bolezni. Ta pomen te primarne preventive prav v tej skupini mladih ljudi.
Verjetno, zdaj pa pridemo v povezavo z vsem tem, z povišenim pritiskom, s temi boleznimi, ki so znano povezane s stresom. Zdaj pa, kako je reševanje tega, pa je pa druga zgodba. Ja. Poudariti ta redna fizična aktivnost, zdrav način prehrane. Ja. Nažalost, tem stresu se pa v resnici težko izognemo.